Spoštovani, kaj je nastalo iz naše države? Danes imamo rekordno število ljudi brez dela. 20 centov od vsakega evra si sposodimo. Kriminal se skriva v predalih sodišč. Nazadujemo. Že pred 3 leti so nam ponujali nove obraze, 1000 evrov minimalne plače in pokojnine. Obljubljali so vse, odklanjali so ponujeno sodelovanje z naše strani in vse zaigrali. Pred nami so nove volitve in isti botri spet iščejo nove obraze. Veliko postavljamo na kocko. Volitve, ki so pred nami, niso volitve kot vsake druge. Pred tokratnimi volitvami si bo vsak državljanka in državljan na različne načine sicer, ampak vendarle postavljal isto vprašanje. Ali sem tudi jaz del rešitve, o kateri lahko na teh volitvah izbiram? Ali se vidim znotraj moči kapitala, ki zatrjuje, da je država podjetje in da to podjetje rabi zgolj dobrega gospodarja, pa bo vse zacvetelo? Ali se vidim v krogu, ki verjame v neskončno moč birokracije in tehnologije, v moč centralizma in ki zagotavlja, da bodo drugačni postopki rešili vse? Mi v Slovenski demokratski stranki ne vidimo pametne rešitve ne v eni ne v drugi ponudbi. Slovenija v teh težkih časih najprej potrebuje jasno spoznanje, jasno zavedanje o tem, kje je naša resnična moč. Tukaj ponujamo nekaj odgovorov. Resnična moč, ki jo ima Slovenija, je v podjetniku, ki kljub krizi vztraja, se prilagaja, išče nove rešitve, se bori z birokracijo in kljub vsemu napreduje in tudi zaposluje nove ljudi. Daje kruh sebi in številnim drugim. Naša moč, in na to velikokrat pozabljamo, je tudi v ponosu in dostojanstvu delavca, ki raje dela za minimalno plačo, kot da bi šel na zavod za zaposlovanje in tam dobival približno enako nadomestilo za brezposelnost. Vendar mu ponos tega ne dovoli. Naša moč je v učiteljih in učencih, v študentih in v profesorjih, ki se zavedajo, da je suverenost človeka v znanju. Moč Slovenije so naši zdravniki, znanstveniki, inženirji in raziskovalci, ki dosegajo velikokrat vrhunske rezultate ob sicer skromnem plačilu. Moč Slovenije so naši vrhunski umetniki in športniki, ki slovenske barve in slovensko himno postavljajo ob bok velikim ali ob bok velikih držav in prispevajo tisto nujno prepoznavnost, ki jo vsaka država potrebuje za to, da je njeno gospodarstvo v globalnem svetu uspešno. Moč Slovenije tudi v naših rojakih v zamejstvu in po svetu. V 10 tisočih, v 100 tisočih, ki nosijo Slovenijo v srcu tudi daleč stran od matične domovine in ki so del nas mnogo bolj, kot se tega včasih zavedamo. Naša moč, moč Slovenije, je v vsakodnevnih naporih naših matera, žena, gospodinj, ki se trudijo spraviti skupaj začetek in konec meseca, brez tega, da bi si lahko privoščile 20% primanjkljaj v družinskem proračunu. Naša moč je v kmetu, ki vztraja v delo od jutra do noči
in omogoča poseljenost tudi v okoljih, kjer je življenje resnično trdo. Moč Slovenije v naši ustvarjalnosti, kulturi in slovenski besedi, ki je sposobna tudi močneje odmevati v gluhem času, kot se to dogaja danes. Naša moč je v slehernemu upokojencu, ki ob skromni pokojnini vsak dan pomaga tudi svojim otrokom in vnukom skozi življenje. Zadnja 3 leta je slovenska upokojenska generacija predstavljala največji socialni amortizer gospodarske krize in skrajno krivično je, da se jih danes ponekod obravnava zgolj kot strošek. Moč Slovenije v slovenskih družinah, ki ustvarjajo in varujejo edino resnično prihodnost. In naša moč je v starem slovenskem pregovoru, ki pravi, da če enkrat daš besedo, potem jo moraš tudi držati. In naša moč je vseh nas, ki to spoštujemo. Teh je kljub prisotni moralni krizi v državi še vedno zelo veliko, zato Slovenija nikoli ne bo postala Grčija. Resnična moč Slovenije je v vsakem izmed nas. To je dobro povedala prej tudi Nuška Drašček v naši pesmi. Vsi skupaj v Sloveniji smo celota. Barva Slovenije ima 2 milijona različnih odtenkov in formula naše rešitve v prihodnje je v naši sposobnosti, da jih odkrijemo in vsem omogočimo, da se uveljavijo. Da vsak dobi priložnost, vsaj na začetku oziroma v izhodišču. In da je ta vsaj v izhodišču enaka, ne glede na to, ali se nekdo rodi v Ljubljani ali na Goričkem. In da je pravica enaka za vse. Da se dobro nagrajuje, krivica kaznuje in da se slabo spreminja v dobro. Tudi vsak kandidat in kandidatka in vsaka politična stranka, ki nastopa na teh volitvah, si mora postaviti vprašanje, ali je del rešitve ali je morda del bodočega problema. Za Slovensko demokratsko stranko lahko brez dlake na jeziku rečemo, prvič, da je bila del rešitve v času, ko se je Slovenija osamosvajala, ko smo gradili slovensko demokracijo in postavljali na noge samostojno slovensko državo. Nadalje lahko rečemo, da je bila Slovenska demokratska stranka del rešitve tudi v času, ko je bila opozicija, pa je kljub temu podpirala slovensko pot v Evropsko zvezo in v NATO. Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ki je vodila vlado, ki je povečala realno blaginjo ljudi v Sloveniji in ki je Slovenijo popeljala v evroobmočje. Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, ko je 2-milijonski narod svojo državo, samostojno državo, vodil skupnost 500 milijonov ljudi. In Slovenska demokratska stranka je bila del rešitve, ko je v kriznih časih zadnjih let, tudi kot opozicija, ponudila vladi roko sodelovanja in je potem, ko je bila ta zavrnjena, sama predlagala preko 200 konkretnih protikriznih ukrepov v proceduro. O tem, kaj ponuja naš program, so govorili kolegice in kolegi pred mano in tega ne bi ponavljal. Obstaja pa ena velika strateška razlika med našim programom 10+100 za pravičnost, razvoj in nova delovna mesta in med programi, ki jih ponuja našo konkurenco na teh volitvah. Ta strateška razlika je v tem, da konkurenca večinoma ponuja programe, mnoge tudi napisane čez noč, za volilno kampanjo in za volitve 4. decembra. Slovenska demokratska stranka pa ponuja program za čas po 4. decembru. Ponuja odgovore na vprašanja, ki so ključna in ponuja
rešitve za probleme, ki so strateški. In naš program ni nastal čez noč, ni bil prepisan. Nastajal je skozi 2 leti poskusa, da kljub temu, da smo bili v opoziciji, ponujemo rešitve. Nastal je s trdim delom na stotine strokovnjakov, članov stranke in naših simpatizerjev. In to je program za čas po 4. decembru. Za čas, za katerega mnogi izmed naše konkurence pravzaprav niti ne vedo, da bo prišel. Mi sicer dajemo priznanje vsem, ki bodo kandidirali na teh volitvah, ne glede na to, na listi katere stranke. Vsem, ki so se z resnimi nameni podali v ta aktualni volilni spopad. Spoštujemo vsak dober predlog in tudi vsakega dobrega kandidata, ki stoji za njim. Vendar se ob tem, naj mi bo to dovoljeno, včasih sprašujemo, ali res vsi vedo, kaj nas čaka naslednje leto. Slovenska demokratska stranka je po mojem trdnem prepričanju v tem trenutku edina politična sila v državi, ki je res pripravljena tudi na čas po volitvah. Programsko, operativno in strokovno. S kombinacijo potrebnih domačih in evropskih izkušenj in svežih moči. Sedaleč najkvalitetnejšo listo kandidat in kandidatov doslej, ki stoji tukaj za mano in na katero gledamo s ponosom. Za to listo je tudi 30 000 naših članic in članov in zaenkrat preko 300 000 volivcev, ki so glasovali za nas na prejšnjih volitvah in ki jih nismo nikoli razočarali. Vse od časa, ko je slovenski pisatelj Drago Jančar za pokojnega našega predsednika, dr. Jožeta Pučnika, zapisal: gremo za stvar. Slovenska demokratska stranka od leta 1994 na vsakih volitvah dobi več glasov kot na prejšnjih. Imamo tudi daleč največjo mednarodno podporo in predvsem v Slovenski demokratski stranki že dolgo nismo več naivni in vemo kako. Slovenijo smo skupaj postavili na evropski zemljevid, bili smo tu na samem začetku samostojnega življenja te države in bili smo odločni v času največjih preizkušenj. Tudi jutri bo šlo za res in Sloveniji bo ponovno uspelo. Slovenska demokratska stranka je pametna rešitev za slovensko prihodnost. Dovolite mi ob koncu tudi nekaj besed iskrene zahvale našim prijateljem, ki so nas prišli podpreti tukaj na Brdo, na našo konvencijo, pa tudi tistim, ki so nam poslali pozdrave od daleč. Z velikim veseljem sem včeraj pričakal našega dobrega prijatelja, predsednika makedonske vlade Nikola Grujevskega. Ne samo zato, ker smo dobro sodelovali v času, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, prej in kasneje, ampak tudi zato, ker je njegova država zgled v tej regiji Zahodnega Balkana. Makedonija je v prvi polovici letošnjega leta dosegla več kot 5% gospodarsko rast, pa tudi v prejšnjih letih je vlada, ki jo vodi gospod Grujevski, dokazala, da se da skozi gospodarsko krizo tudi drugače, tudi brez padca rasti, brez drastičnega padca standarda, samo če uporabiš prave rešitve. Zaradi tega, prijatelj Nikola, najlepša hvala za to podporo. Pa seveda tudi za zgled, ki ga
za dober zgled, ki ga dajete vsem državam v soseščini. Malo je bilo držav, ki so tako hitro sprejeli evropske standarde kot vi, in to na ta način, da ste ob tem uveljavljali pametne rešitve, ne samo prepisane. Seveda, iskreno zahvalo smo vsi skupaj dolžni dr. Hans-Gert Peteringu. Jaz se spominjam, iskrenega sodelovanja in pomoči z njegove strani v času, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, v času, ko so bili tudi kakšni krizni trenutki, recimo ob irskem Lizbonski pogodbi, oziroma ustavni pogodbi, ki je nadomestila ustavno pogodbo. In takrat je bilo treba združiti sile, moči in beseda izkušenega predsednika Evropskega parlamenta, ki je dihal z Evropo, pravzaprav od prvega sklica, je bila takrat zlata vredna. In še posebej se najbrž mnogi, ki smo tukaj v dvorani, spominjamo njegove podpore leta 2004. Takrat, ko je Slovenska demokratska stranka prvič zmagala na parlamentarnih volitvah, takrat ni bilo tako, kot je letos, ko dobivamo podporo praktično z vseh koncev Evrope. Takrat še nismo bili uveljavljena stranka, nismo bili nekdo, ki se je že dokazal na evropskem parketu, in malo jih je bilo, ki so res zaupali v nas. Hans-Gert Petering je bil med njimi in njegova podpora je bila takrat ključna. Hvala, Hans. Bil je na našem zborovanju, mislim, da v Mozirju. Tam smo seveda vsi govorili, da bomo zmagali. Na predvolilnih zborovanjih je to obvezen stavek. Ampak nekako je bilo to preslišano. Potem pa je zvečer prišel nekdo do mene pa je rekel, zdaj pa gospod Petering rekel, da boste zmagali. To pa je nekaj, zdaj pa verjamem. Torej, hvala za to zaupanje, ki je obstajalo takrat, ko ga marsikje drugje ni bilo. In na koncu še beseda zahvale gospodu Popoviču. Kot je sam dejal prej, smo imeli zelo intenzivne pogovore v zadnjih dneh in tednih. Bil sem vesel, da je nekdo pripravljen resno prebrati naš program, se pogovarjati o rešitvah glede davkov, glede novega zagona gospodarske rasti. Imel sem prej nekaj intervjujev za različne medije, kjer so tisti, ki so spraševali, hodili bolj po površini. Ko smo se pogovarjali z gospodom Popovičem, to ni bila površina, hotel je vedeti zelo konkretne rešitve in mislim, da smo se na teh ključnih stvareh ujeli. In da je to naše sodelovanje, še posebej, ko gre za slovensko obalo, tisto, ki lahko da dodano vrednost ne samo na teh volitvah, ampak tudi kasneje, ko bo treba reševati probleme in ko bo treba naš program uveljavljati v času, za katerega je dejansko napisan. In na koncu z moje strani še iskrena zahvala kandidatom in kandidatkam, ki stojite za mano tukaj na odru. Čas, ki ga živimo, ni ravno prijazen. Vsak, ki se v tem času odloči, da bo delal za skupno dobro, zasluži priznanje. Vsak, ki se odloči, da bo kandidiral na listi Slovenske demokratske stranke, ki je dosegala v zgodovini sijajne uspehe, bila zraven na ključnih mestih, takrat, ko je bilo najtežje, pa tudi takrat, ko je Slovenija najbolj napredovala, bila pa tudi najbolj napadena in ogrožena z vseh strani. Zato je potreben še dodaten pogum in hvala, ker ste ga izkazali. Slovenije ne bi bilo, če leta 1991 ne bi bilo poguma. Tudi vse drugo je bilo. Tudi vse drugo je bilo potrebno.
vendar pa nič ne bi zaleglo brez poguma. In pravzaprav enak pogum je potreben tudi danes, še posebej pri nas, ki se zavedamo, kakšen čas nas čaka po 4. decembru. In ta čas, za ta čas mislim, da ni boljšega mota, kot ga je dal prej naš Primož Kozmus, ki je na ta oder prinesel nek olimpijski duh, ki je ugotovil, da tudi če si bil že nekoč nekje na stopnicah na vrhu, nisi potem takoj zaostaral šaro. Slovenija v času, ko potrebuje vse moči, Slovenija v času, ko potrebuje vse talente, in Slovenija v času, ko potrebuje tega zmagovalnega olimpijskega duha. Zato, Primož, hvala ti, da si prišel danes k nam. Hvala ti, da si prišel danes k nam in na ta oder prinesel tega zmagovalnega olimpijskega duha. Sicer pa smo začeli z veselo, s pesmijo, z glasbo. Ansambel Viktor je bil z nami, ko smo prvič zmagali na parlamentarnih volitvah leta 2004. Ko smo prihajali danes v ta kongresni center, mi je vodja dejal, nekaj dolgo časa se nismo videli. Jaz sem razumel ta namik, in bomo zdaj v tej kampanji popravili to napako. In vi boste z nami kot ansambel, pa tudi kot simbol, tudi 4. decembra. Hvala lepa.